Po 3 letih oboroženih spopadov, več kot 100 tisoč mrtvih ter 9,5 milijonov beguncev je očitno napočil čas, da sprte strani, ki se bojujejo v Siriji, skupaj sedejo za mizo. Včeraj se je v Švici prvikrat po začetku vojne začela mirovna konferenca. Na njej so se zbrali predstavniki sirske vlade in njihovi nasprotniki, da bi rešili spor v tej nemirni državi. Pri pogajanjih sodelujejo tudi Združeni narodi in predstavniki 30 drugih držav. Sirija je država na Bližnjem vzhodu in tam že 3 leta potekajo spopadi. Ljudje se ne strinjajo z načinom vladanja predsednika Bašarja al-Asada, zato želijo, da ta odstopi. Predsednik Asad pa noče odstopiti, nad protestnike je poslal svojo vojsko. Med Asadovimi nasprotniki na ulicah obstaja tudi veliko različnih skupin, ki imajo različne cilje. Te skupine se za prevlado in moč bojujejo tudi druga proti drugi. Na mirovni konferenci v Švici so se zato zbrali predstavniki Organizacije Združenih narodov, 30 držav in Sirije. Tam razpravljajo, kako bi končali vojno in pomagali ljudem. Rešitev vidijo v tem, da bi predsednik Bašar al-Asad odstopil, skupaj pa bi oblikovali tako imenovano prehodno vlado, ki bi bila sestavljena iz predstavnikov vseh skupin. Asad, ki ga sicer ni na konferenci, se s tem ne strinja in ne namerava odstopiti. Njegovi predstavniki celo menijo, da je spor mogoče rešiti le z vojno. Jutri se bodo predstavniki vlade in njihovi nasprotniki ponovno srečali iz oči v oči. Najprej se bodo poskušali dogovoriti, kako bi pomagali ljudem, ki zaradi vojne najbolj trpijo. Otroci pa si, tako kot mnogi, najbolj želijo, da bi srečanje le prineslo mir. يوقفوا عنف ويوقفوا قتل ويوقفوا ذبح وضرب وقذف. ما بعرف، على الأغلب لا.